Pozdravljeni. Pred nami je zadnji prispevek pred dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Italiji. Poglejmo si skupaj vse zanimive točke zadnjega briefinga pred veliko nagrado Italije. Kot običajno, tudi današnji zadnji briefing bo razdeljen na običajne 3 dele. V prvem se bomo ukvarjali z rezultati kvalifikacij, v drugem si bomo ogledali ritem pri posameznih ekipah, v tretjem in zadnjem bom seveda predstavil svoje videnje glede možnih strategij za nedeljsko dirko. A začnimo s samimi kvalifikacijami, kjer so bili mnogi navijači skuderije Ferrari presenečeni nad formo SF-23. A tu, če se spomnite, moramo upoštevati nekaj, da proga v Monzi ima specifične karakteristike. Če smo videli, naprimer na Nizozemskem, da je bil Ferrari v ozadju in je celo Carlos Sainz mlajši priznal, da so bili 6., 7. po samem ritmu, tu v Monzi bo zgodba različna. Zakaj? V večini prog svetovnega prvenstva Formule 1 je treba imeti ravnotežje, kar se tiče mehanskega dela bolida, pomaknjenega proti prednji osi. Torej, bolid rabi oprijem na prednjem paru koles, da lepše vstopi v ovinek. Ampak to velja v večini prog, ampak v Monzi je zgodba drugačna. Potrebno je imeti to ravnotežje pomaknjeno proti zadnjemu paru koles. Namreč v Monzi je izjemno pomembno pospeševanje. Konec koncev, plin je odprt 100%, približno 84% celotnega kroga. Torej, vam je približno jasno, zakaj gre. Videli smo presenetljiv razplet samih kvalifikacij, kjer je bil najhitrejši Ferrari, seveda, ampak tisti, ki ga je vozil Carlos Sainz mlajši. Za njim, neposredno za njim, Max Verstappen. Charles Leclerc, katerega prvina so prav kvalifikacije, komaj v navednicah na 3. mestu in nato George Russell ter vsi ostali. In prvi 2 štartni vrsti pravzaprav napovedujeta, da na samem začetku dirke bomo lahko videli marsikaj. Perez ponovno pomaknjen tja v ozadje, Lewis Hamilton v prvi 10-terici, ampak tam zadaj oba McLarena in Albon tudi med najboljšimi. Seveda ne smemo pozabiti naprimer na Fernanda Alonsa, ki pa, bodimo iskreni, ni bil med protagonisti. In seveda, ko vidimo ta razpored, si lahko zamislimo marsikateri scenarij. Možno je, da bo Max Verstappen pobegnil takoj na začetku, možen je kak dvoboj, kak trk ali nesreča. Sam se spomnim, kaj se je zgodilo naprimer na veliki nagradi Italije v znameniti sezoni 2021. Ampak upam, da kaj takega ne bomo več videli. A konec koncev ne smemo biti tako zazrti samo v tisti prvi 2 vrsti. Med vsem bi vam rad poudaril še nekaj. Poglejmo si razliko med Liamom Lawsonom in Yukijem Tsunodom. Namreč Liam Lawson je na veliki preizkušnji in videli smo, da tu v Monzi je bil prav tako hiter kot Yuki Tsunoda. In to za nekoga, ki ima za seboj le en
rahlo neposrečen nastop v svetovnem prvenstvu Formule 1, so fantastične kvalifikacije. Čeprav Alfa Tauri, kot bomo videli v drugem delu, nima tako dobrega ritma, vseeno enkratne kvalifikacije za Lawsona. Na dirki bo mnogo tudi odvisno od strategij, a o tem na koncu. Sedaj je čas, da si malce ogledamo ritem. In čeprav skozi prvi, drugi in tretji prosti trening smo videli, da Ferrari in Red Bull sta približno skupaj, lahko do istega zaključka pridemo tudi, če gremo računati sam ritem. Seveda razni izračuni kažejo v nekaterih primerih, da je hitrejši Ferrari, v drugih, da je Red Bull. A pravzaprav pri takem računanju moramo vrednosti zaokrožiti in ukolikor razlika ni večja od 0,2, gre za poravnano situacijo. Zakaj to govorim? Prav v Monzi je značilno, da na primer bolid na krog porabi 1,82 kg goriva. In seveda to pomeni, da vsak krog je bolid hitrejši za 57 tisočink. Če na prostem treningu bolid odpelje večje število zaporednih krogov, bo njegov izračunani ritem seveda drugačen kot pri drugi ekipi, kjer bodo odpeljali nekaj manj krogov. Malo kdo uporablja neke vrste korekcijskih faktorjev, zato moramo biti previdni. In če pogledamo še to simulacijo, kjer pravzaprav vidimo pnevmatiko medium in poln rezervoar goriva, nam je tako jasno, da pravzaprav Ferrari in Red Bull, posebej tisti Maxa Verstappena, sta skupaj. Če malce se ozremo nazaj na prejšnjo preglednico, bomo videli, da na 3. in 4. mestu Mercedes in McLaren z zaostankom približno 3,5 desetink v ritmu, pol sekunde zadaj Aston Martin in približno 6 desetink Williams. Nato imamo Alfa Romeo F1 Team, Alpine in Haas, s približno sekundo zaostanka na krog, na zadnjem mestu Alfa Tauri z zaostankom 1,5 sekunde na krog. In to nam že kaže neko razmerje moči in pravzaprav, vsaj tam spredaj, kar se tiče prvih 6 ekip, vidimo, da velja. In dejal sem, da strategija bo ključna tu v Monzi. A preden se lotimo napovedi, moramo upoštevati še nekaj, kar bo marsikdo morda spregledal. Pirelli je pri izboru pnevmatik za letošnjo veliko nagrado izbral C3, C4 in C5. Ampak lani je bil izbor drugačen. Namreč vozniki so imeli na razpolago C2, C3 in C4. Zato marsikdo bo lahko tudi napravil kakšno kardinalno napako, če bo samo prepisal tisto, kar se je dogajalo lani. In seveda, tu moramo se zavedati, da gre za Monzo, za tempelj hitrosti, kjer je pit lane, na drugi strani ravnine, kjer vozniki gredo mimo s hitrostimi nad 300 km/h. Zato se moramo zavedati nekega dejstva, da število postankov bo čim manjše. In sedaj je prišel čas, da vam predstavim tisto mojo vizijo možnih strategij za prihajajočo veliko nagrado Italije. Kot zmeraj, priznam, da nisem videl nobenih drugih del, ki bi jih sestavili strokovnjaki pri Pirelliju ali pa bilo kdo drug. Po sami dirki v komentarju bomo pa vse skupaj analizirali. In poglejmo si moje 3 variante za prihajajočo dirko v Monzi. Sam menim, da najbolj običajna, predvidljiva, enostavna strategija je tista, kjer bi voznik začel na pnevmatiki medium, odpeljal 20 krogov
in nato s pnevmatiko hard še preostalih 33. Seveda, tu je treba upoštevati, da imamo stopnjo mehkejše pnevmatike, zato malce trši izbor z enim postankom na dirko. Ampak možno je tudi začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 15 krogov in nato 38 krogov na pnevmatiki hard. Vse odvisno od tega, kako se obnašajo pnevmatike na določenem bolidu. Imamo pa še tretjo varianto, ki je z 2 postankama in eno veliko pripombo. Dobro vemo, da tu v Monzi smo gledali vikend z tisto alternativno dodelitvijo pnevmatik. Torej, najboljši verjetno ne bodo imeli niti na razpolago toliko svežih setov, da bi lahko skušali imeti strategijo z 2 postankama. A vseeno za one, ki niso prišli v Q3, začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 12 krogov, nato 28 krogov na pnevmatiki medium in v zadnjem delu 13 krogov na pnevmatiki soft. Seveda, varianta, ki je malce nekonvencionalna, malce drzna in nisem prepričan, da je tista najhitrejša. A vseeno, kot sem vam že tolikokrat poudaril, videli bomo po dirki, ali sem imel kaj prav, ali pravzaprav sem pri svojih vizijah popolnoma zgrešil. Za danes, kar se tiče zadnjega briefinga, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.